Pozdravljeni, danes si bomo pogledali snov linearna funkcija. Nadaljuje se nekako iz vseh snovi prvega letnika in je prva izmed funkcij, ki jih bomo spoznali tekom predavanj. Najprej pa mogoče en kratek stavek o funkciji, ki si jo bomo kasneje tudi bolje pogledali in vse njene lastnosti. Zaenkrat pa samo tisto, kar rabimo. Funkcija je predpis, ki vrednosti neodvisne spremenljivke x priredi vrednost odvisne spremenljivke y. Takole, a ne? Evo ga. In to v bistvu napišemo takole. Funkcijo, povemo, da bomo nekaj delali s funkcijo, označimo z f. Potem v oklepaju napišemo našo spremenljivko x z ali karkoli pač bilo, tisto, kar vemo in bomo vstavljali v funkcijo. No in potem bo ta funkcija nekaj naredila s to vrednostjo in to je predpis. Predpis pa recimo napišemo takole 3x minus 17. Se pravi, ta del f od x, včasih ga označimo tudi z y, je nekaj, kar izračunamo. In x je tista vrednost, ki jo vstavimo v sam predpis, se pravi tole, ko povemo, kaj bomo delali, ne, 3-krat bomo pomnožili ta x in bomo odšteli 17. Zdaj pa poglejmo vrednost funkcije v točki. To se bo vedno zračunalo isto. Vrednost funkcije f od x je 2x minus 3, je treba zračunati v točki 5. Rekli smo, tista točka, ki nam je znana, ta je x. Se pravi, v našem primeru bo x 5, ker bomo v tej točki računali vrednost. Naša funkcija bo f od x je 2 krat x minus 3. In ko bomo računali vrednost v neki določeni točki, se pravi 5, bomo f, povedali bomo to funkcijo, s to funkcijo delovali na vrednost 5. Se pravi, na mesto vse posod, kjer vidimo x, napišemo 5. To pomeni, f od 5 je 2 krat, zdaj pa na mesto x-a vstavimo 5 minus 3. No, potem smo pa vse, kar se tiče lastnosti funkcije uporabili. 2 krat 5 je 10, minus 3 je 7. Takole, ne? In vrednost funkcije v točki 5 je 7. To bi na krajše zapisali. F od 5 je 7. Tako, no, tole ta drugo gremo pa malo hitreje. Imamo funkcijo, f od x je 5x minus 1 in zračunati moramo vrednost v točki 0. F od 0 je potem 5 krat 0 minus 1. Je 5 krat 0 je 0, minus 1 je minus 1. Se pravi, da bo vrednost funkcije tele v točki x je 0 enako minus 1. No, in naslednja stvar, ki si jo bomo pogledali, so funkcijske tabele. Funkcijske tabele niso nič druga kot izpolnjevanje oziroma računanje vrednosti v določeni točki, ki pa nam jo v tem primeru določi tabela. Se pravi, če bo x znan, v našem primeru na primer 1, moramo v tej naši podani funkciji izračunati njeno vrednost. Se pravi, najprej za tole mesto v tabeli bomo zračunali vrednost funkcije v točki 1. To pa že zdaj kar znamo, ne? Na mesto vsakega x-a postavimo 1. Se pravi, minus 3 krat 1 minus 2. Minus 3 minus 2 je minus 5. In v funkcijsko tabelo napišemo minus 5. Poskusimo še za minus 1. Se pravi, imamo f od minus 1 je minus 3 krat minus 1. Minus 1 moramo sedaj seveda pisati v oklepaj, ker moramo upoštevati tudi ta minus 1. 3 minus 2 je 1. In zato tu napišemo 1. In pa še tretja, f od 5
To je pa zdaj minus 3 krat 5 minus 2. Minus 3 krat 5 je minus 15, minus 2 je minus 17. In tudi to napišemo v tabelo. Minus 17. Če vam že gre, lahko poskusite tole tabelo izpolniti sami, če ne pa bomo eno skupaj. Se pravi, zdaj imamo pa drugo funkcijo in pač druge podane vrednosti v tabelo. Najprej bomo f od 1. To pomeni, namesto vsakega x bomo vstavili 1 na kvadrat minus 2 krat 1 plus 3. Skole in zdaj to zračunamo. 1 minus 2 plus 3 je skupaj 2. In našo vrednost prenesemo v ustrezno mesto v funkcijski tabeli. Še naslednja. F od minus 1. Tukaj moramo pa paziti. Minus 1 moramo dati v oklepaj. Namreč, če ne bi vrednost minusa nekako izgubili. Minus 1 na kvadrat je 1, plus 2 plus 3 je 6. 6 pa mogoče tole z ničlo pa malo hitreje. Nič na kvadrat minus 2 krat nič plus 3 je 3. Takole. In gremo naprej, kaj nam ponuja. Spravi, zdaj te tabelce že znamo fino reševati, a ne? No, pa rešimo tole tabelco. Malo več točk oziroma vrednosti smo izbrali zato, da bomo si pogledali potem, kaj pomenijo v bistvu te izračunane funkcijske vrednosti za graf. Ker smo že kar vešči s tole računanjem funkcijske vrednosti, bom jaz napisala predpis f od 1 le za prvo v tabeli. Se pravi, f od 1, to pomeni 2 krat 1 minus 1 je 2 minus 1 je 1, skoraj sem že malo prehiter izračunala, ne? In tako bi šli za vse ostale vrednosti, recimo nič, 2 krat nič. No, pa se lahko napišemo isto 2 krat nič minus 1 in to je potem minus 1. 2 krat minus 1 je minus 2, minus 1 je minus 3. Minus 2 krat 2 je minus 4, minus 1 je minus 5. 2 krat 2 je 4, minus 1 je 3. No, in pomen izračunane vrednosti na grafu je pa v bistvu ta, da iz teh dveh podatkov dobimo x in y. Se pravi, tale del nam pomeni x in tale del nam pomeni y. In če bi zdaj tole vrstico zapisali z točko, ki jo lahko vnesemo v koordinatni sistem, bi to točko izračunali kot a, 1, 1. In točko pa že znamo vrisati koordinatni sistem. To naredimo tako, da gremo 1 v desno in 1 gor. Se pravi, da bi bila točka A tule nekje. To je točka A. No, poglejmo zdaj, kako bi dobili pa točko B. Točka B bi bila v tem primeru x koordinata nič, y koordinata minus 1. Točka C. Točka C bi bila v tem primeru minus 1, minus 3. No, pa vrišmo še tele dve točki. Minus 1, minus 3. Tale bo pa ravno prišla. Takole, če bi malo podaljšali sistem, bi bila takole na minus 3, ne? Minus 3 bi bila tule nekje točka C. Točko B še pospravimo gor
nič levo pa desno, pa 1 dol. To je točka B. Kaj nam še ostane? Pa dajmo zdaj še tole točko. 2 in 3. Recimo, da bo to naša točka D. 2 in 3. 2 v desno in 3 gor. To je pa tule. Točka D. In tale točka bi pa bila predaleč v koordinatni sistem, da bi lahko narisali. Če bi tele točke med seboj povezali, bi nekako zdaj s kar nekaj domišljije lahko narisali tole eno črto, upam, da mi bo zdaj šlo. Takole, ne. In vidite, da to, ko sem jaz natančno risala, tako ta črta lahko tudi izgleda, ne. Natančno. Se pravi, zdaj tale bomo potem videli, to je linearna funkcija in njene točke nekako tvorijo ravno črto. Če smo prav računali, seveda. Vsekakor si moramo pa zapomniti, da kadar vstavimo x v funkcijsko vrednost f od x, vedno dobimo dve vrednosti x in y in te vrednosti x in y vedno sestavljajo eno izmed točk, ki jo lahko vnesemo v koordinatni sistem. Se pravi, funkcije lahko narišemo. Imajo svoj graf in graf funkcije sestavljen iz takih točk, ki jih dobimo tako, da x vstavimo v f od x. Tako. Zdaj pa pojdimo na linearno funkcijo, prav tisto specifično. Pravi, linearna funkcija je pa posebne vrste funkcije, ki ima predpisano obliko. In sicer oblika je takale, f od x je k krat x plus n. Pri čimer k imenujemo smerni koeficient, si bomo malo kasneje pogledali, zakaj je tako, in n začetno vrednost. In kot smo že prej en majčken namignili, je graf linearne funkcije premica oziroma ravna črta, ravna neomejena črta. Toliko, koliko imamo volje računati, toliko veliko točk lahko zračunamo.